dejansko je v tej državi nekaj hudo narobe in to, da so delali nekaj hudo narobe, je dokaz temu, je tudi to, kar se je včeraj zgodilo v parlamentu. In to tudi, kar nas ljudje sprašujejo danes. Kaj menimo o predlogu koalicije o zastaranju kriminalnih dejanj? Midva sva se o tem že, preden smo to vprašanje dobili, pogovarjala, ne? In ste rekli eno identično ugotovitev, kot sem imel sam. Zame je že misel o tem kriminal sam, ne? Kaj šele, da prestane sploh ta misel, nek prvi proceduralni korak in gre naprej. Ok, jaz bi podprl to, ampak v smeri podaljševanja zastaralnih rokov kvečemo, ne? Ne pa v smeri, v katerem gre zdaj pač ta predlog SNS-a, ki je že tehnično, formalno narobe umeščen v nek materialni zakon, mislim, farsa od farse. In če bo to prestalo neke parlamentarne postopke in bilo na koncu celo sprejeto, pa res mislim, da je tukaj pa referendum potreben še 10-krat veliko za referendum za vodo. No? Če bo ta zakon dejansko prišel v veljavo, je pa to konec številnih postopkov, ki trenutno tečejo, ne? To so TEŠ6 recimo, afera Trenta, v katero je vpleten tudi aktualni premier, potem vsi posli zaščitno opremo. Ja, bizarno, to je skregano z vsako zdravo pametjo. Ljudje, ki so to podprli, nimajo kančka vesti in ne bi smeli biti predstavniki ljudstva, mogoče niti nekega majhnega vaškega društva. Ampak v teh časih je očitno vse možno. Mene nič več ne preseneti. Ko misliš, da smo dosegli dno, se zarinemo še kilometer nižje. Ta predlog zakona ne samo, da je očitno priznanje, da so nekaj narobe delali in poskušajo... To v bistvu, že s tem predlogom v bistvu povedo, da si kupuje, mislim, neko zakonsko amnestijo za lastna ravnanja, ker vejo, da niso delali prav.